predavanja, mimo glede, da sem zelo uspešni zavedli. Nekako začutko ugotovil, da če želim napredka, da moram narediti neko spremembo. Ker želim napredovati, ker želim več posebno rekord, da sem se za to odločil. Poleg tega sem pa pridobil z Danom v bistvu še enega super atleta, super sparring partnerja, to je Jure Grfman, in jaz mislim, da tako jaz njemu kot on me lahko zelo veliko koristila in se mi zdi, da to je edini način, da pridem do napredka. Zdaj, ostala ekipa ostaja ista, govorim o menedžeru, fizioterapeutu, ki me zelo nekoga to zanima in moč potem predstavljamo imenstvo. Pa še ena stvar je v bistvu, se je končalo neko olimpijsko obdobje in se začenja novo in se mi zdi, da če že kdaj bil čas, pravi čas za take spremembe, je to mogoče zdaj, ko je pač neko novo, prvano novo olimpijsko obdobje. To po mojem spremembe. Kamnik, ja. Zdaj bom treniral v Kamniku, zdaj sem izvodit, ko je to blizu vodit, mislim, da je to tudi pomembno, da imamo v bistvu možnost kadarkoli priti na stadion, da imamo možnost v miru tam trenirati, da ni gužve, da imamo mirno. Se mi zdi, da to potrebujem, tako da to se mi zdi še eno znano tega. To se mi na razpolago, tam se je veliko stadion, ki v bistvu prideš na veliko več, v bistvu nima v roko, tako, da se vsem to zelo pozit. To je moja sredstva. Ok, sredstva zveza, tukaj se mi več prijel strani, mogo tudi naprej, torej mogoče malo na to temo, pa dam sredstva, potem, da se zelo na vrničaj. Ja, hvala, Peter. Res je, ja, Luka Janič je najboljši kateter, ki ne najboljši, imamo nekaj tega, ko je dolga leta nam je držal šango, tako da ima se povedati v teh težkih časih in zdaj, ko vsi skupaj napredujemo, seveda je prav, da par deset povem še jaz kot predsednik akademske zveze. Zdaj, zame so trenerji in pa klubi ključni v akademski zvezi, da ne bo dileme. So pomembni in seveda s tem dajemo support našim najboljšim atletom in atleti. Nam seveda Luka je bil vedno pri meni odlično zapisan, kar se to tudi zasluži. Bi pa v izvodit temu, da se stanje ne vse neko vprašanje, zakaj pa in kako z Rokom Predanicom. Jaz tega nisem vedel, da se razhaja, v bistvu tako, kot je rekel, je bila Lukova. In bi pa povedal, da smo tudi Roku Predaniču kot trenerju res nudili vso support v tem času. Bil je tudi zaposlen pri nas in to zelo smo privoščili. Dobival je plačo, še danes ga imamo na prvem mestu za razvoj kadrov oziroma za zaposlitev v javni upravi. In takoj, ko bo imel možnosti, bom jaz naredil vse, da bi ga tudi zaposlili. Tukaj pa lahko reči, da pa res žal imamo dokaj togo zakonodaja ali pa pravila, ker če nimaš prave zaposlitve oziroma primerne zaposlitve, da ne moramo izobraziti. In zato se je tudi odločil, da bo pisal šolo, jaz ga pa tem zelo podpiram. Lahko reči, da smo v tem času dvignili tudi procente, koliko nagrade dobijo trenerji in trenerji dobijo kar 90% vsega, kar so atleti imeli. In mogoče še zadnje je to, da si želim jaz osebno kot predsednik, da bi vsi te naši trenerji imeli možnost kot Zlatna, kot Rajsar, kot Roka, kot Šestaka in tako naprej, da imajo tudi nekim oviram, ki jih birokracija prinaša, vse možnost nekega
nekega udejstvovanja v športu. Tukaj bom pa jaz, če bom imel tudi besedo na OKS in pa potem na državi, mogoče je čas, da koliko so podjetij, ne, nekoga, ki je najboljši informatik, ne, lahko v direktorja, ne vem, IT sektorja, ne glede na to, ali imajo izobrazbo, ne bi vse mora najboljšega ne. Tudi zaenkrat se tega ne da, mi ne moramo preskočiti te ovire in danes, na primer, mi Evropa preden preskočiti, ki ne moramo na PŠČ. Žal, ne. Ampak taka je regulativa in mogoče se to spremenilo. Vsekakor pa je zagovarjanje izobrazbo in mislim, da je to, da treneri se izobražujejo, zato da dobili sprememba, ko se je, da ostanejo stvari stopno. Ampak, se pravi, da izobit temu, da ne bi pomislil, da puščamo koga, kada ko ne sedijo, to izobrazno, tako zmačne. Luko pa želim, pa sem Blatnerju, zdaj ta, bom rekel, vse se je okrog mojega kraja dogaja, ne bi to srčno in vse, da bi bila Agata, Luka, mi smo imeli res fantastične pogoje v Kamniku, ne, pa Maruša Mišmaš je v Kamniku, ne, Blatner je pa itak en fantastičen trener, ki po mojem dela, ali pa je narejen za vrhunske rezultate, ne, in bom rekel, vsi te trenerji, ki ste, seveda si želim, da če drugi delajo na širini, ne, ali pa ne velik, da pa eni poskrbijo tudi za naše najboljše in tako da vam ne veliko tandemu, pa je tisti dobro, ne, pa si tudi ostali poskrbijo za razgovarjanje. Mogoče ne bo predolgo, ampak je prav, da je Hvala. Zdaj konc tako, da imamo Blatnerju, ko bo predel pa prej, da se stvarno da vsi poznanci in da se podajni pa da se nekaj povedali. Vam bo to še njegove komentarje, kako je prejel pravilo strani Luke, ali je bila tako momentalno, tako da se tukaj seveda, da se ima premice, pa tudi tako se vsi mogoče že črta na to pot, kako bo gledala manj strani. Tudi Luka, pokliče sem najprej mislil, da mi kliče za razparim v vzvijetom. Presenečen, strati sem moram zavedati odgovornosti, strati pa tudi treba motivacija za naprej. Tako da po naslednjo smo se spet dobila, da smo malo pogovorila. In jaz sem se tudi doma, ali želimo, da tudi nisem profesionalen trener, da delam v svojem prostem času, poleg srednje službe. Tako da se lahko doma potegnali, smo tudi malo družino, zavedamo, da bo tak popoldne sredo oziroma srednje biti zdraven, se pravi tekem in tako naprej. Ja, sem se zelo po tekmi premislil, da glavo sedi. Tako da danes smo vse. Zdaj, kaj lahko rečemo s temo, bo konkretno, vedno se napovedi po nekaj let, da se moči definirati. Jaz bom pa kar rekel, prvi cilj je državni rekord na 200 metrov, prav državni rekord in Čevkovnikarja. Kaj to pomeni? To pomeni, da Luka ima vse rezerve v hitrosti, ko bo dosegel ta državni rekord, pomeni, da bo tudi iztekel na 400 metrov dovolj rezerve v hitrosti in verjamem, da je Luka sposoben to narediti in dejansko izboljša svoje rezultate. Prioriteta je, da Luka postane še hitrejši. Naredimo maksimalni hitrost. To je prvotni cilj. Prvi cilj, ki ga ima, je, da postavi državni rekord na 200 metrov. Da nam govori o tem, kaj bi pa, kako bi radi, pa upamo, da bo pa kaj. Imamo pač konkretne cilje in smo Luka je tet, ko ima izjemen prefinjen odsutek. Res, na govor odsutek zavisen tempo, svoj zelo dobro pozna, dobro se odziva in bom rekel, super feedback, tudi nazaj daje in na podlagi tega bomo zdaj pač določili, kako in kaj. To
da malo potrebno pripraviti, da se najdemo, videl, kako se odziva, mislim, da odziva bo zelo zanimiva, inspirani smo vsi, ko počakamo, da se začne veliko polno dogajati na masku. Tako je kratko. Luka, ti ste, je bil bolj edina izbira ali je bil še študiš tehnologijo? Tudi jaz sem, to ni bila lahko, da sem tudi za ne, ni bila edina možnost, nekaj stvajala res, da mi govoriti. Na koncu sem se pravil, ko sem vse skupaj celotno sliko pogledal, se je bila to trenutno najboljša. Kdo je zdaj v tvoje, koga ima zdaj ima trening? Luka pa Juleta. Agata? Agata je trenira v Ljubljani. Agata je prišla v Kino, vzajanje, da je v Ljubljani, ki je videl, da Kino ima več sami. Prvo zagaj, da sem nekaj tisto normalno. Ja, da pomagam, kako se veda. Sem se da, pa nikaj več podala. Od Agate ne, zdaj je Matija. Zdaj pa Matija. Matija je le profesionalka, ne? Matija ima veliko skupino in avlaj. Prvo, Luka, ti si tudi bilo tu, prej rekel, za sparinga z Juretom, ne? Pa tudi zato, ker si bil ta leta v principu navajen delati to individualno, oziroma Rok je tudi samo zelo mehno skupino. Matija, ki je 400 metraž, kako je igrač, ima pač večjo skupino. Tudi zato? Jaz ne rabim zdaj neke zelo velike skupine, velikih skupin rabim, je pa zelo dobrodošla, da gledam nekom, nekaj drugom lahko pomaga. A pa v moji skupini vse ne pomembno. Pomaga, da se ne bom biti iskreno, prvič v življenju treniral nekom, ki mi v določenih zadevah lahko vidim. Koliko sem povedal, jaz njemu in on meni lahko vedno pomaga. Kakšni so pa tvoji cilji? Tudi na Ankorom bolj je rekel na 200 metrov državni rekord. Enaki, kot trener pravi, enaki. Jaz si pa želim, jaz sem naredil spremembo, zato ker si želim napredovati. Drugače, ne, lahko trenirati sam. In definitivno, pač osebne rekorde, tako ne si pa na 200 metrov. Si pa vemo, kaj se nekaj. Samo se zavedal, da danes se analiziraš vrhunsko, najboljše na svijetu. Za okvirke najdaljši. Za 50 na 100 metrov ne najdeš na temo. To se ti na 150, zdaj, ko je, da je Luka more popraviti svojo hitrost, svojih 200 metrov, da se vse izboljša, da tudi bo lahko izvečjo rezervo, da ni se bolj obrnil, da se bo na dobrim rezultatom. To je cilj. Danes ni vrhunski vrstje, se ne vprašati ljudi, ki se tukaj. Moram tudi to nastaviti. Moram se tudi kot vrstje. Moram tudi kot vrstje. Ne, to je vrstje. In na tem to je pač primarno smeriko. Boljša vsi vrstje se vrstje nastaviti. Kako pa da smo se dovolj, ker ste ne bojo ponavljali škodbe, te vzadno ne dobro tega. Ravno to, kar velik, kako to zasledili, kaj se Luka si naučil, kako to pa spokrat, kako to ne si pojavljali. Prav, tukaj pa, če se malo detalje lahko skupino, celo leto je treba možno se pravočiti, da bomo prej ponovali na dolu in tudi govorili na zimno, instrumenti, držati, zato ker se pride ven, dirke, govoriti 100%, da bo se adaptiran, celo leto, ne samo se na tudi predslušno. Tak je zmen, prav, to intenzivno se koncentrira celo leto. Imamo pač srežo, da živimo pravi, živimo v nekaj tople kraj, tako naprej, da živimo
je bilo tako delati. Lažje bilo tudi na Bahama, to se delali. Vrstnično se je malo tudi zdaj. Mislim, da to je ena pot. Da se pridejo tekme, da se ti maksimalno tekme, pa je ostalo nepoškodljivo. Se je bilo pravo. Kakšni domačenski plani bili v tem zgodovini, ko ta odstopne kraje Grepe, ali mogoče da je dvorana, ko se bomo posmisliti? Dobre. Mislim, da se pripravljamo še na televizor. Dva povazi, to je tisto budem glasno. To bomo pa spod videti. Je tukaj lahko spremljamo na video, poznamo dobro, ampak se treba določeno televizor, ko se to vidi. Na vladi tega, Prav ni še zimska sezona. Ni različno, ne budeš in tukaj se prav, da je, da se šest dvorana, bomo lepo postaviti. Katera pa prva taka resna preizkušnja, ki jo imate v planu v novi sezoni in kje bo tisti, ki pričakujete vrhunec teh? Kakšen signal je to, da recimo polovica te vrhunskih atletov leto zamenjala trenerja, to je mogoče zgolj slučaj, ampak se pa dogaja ravno to, ne. Se je Luka, Anita, Mišel Smagata, Čeh, v nekem kratkom obdobju skoraj polovica leto zamenjala trenerja. Kakšen signal je, kaj to pomeni? V bistvu vsi ostajajo in čisto kaj, ne? Tako da, jaz mislim, da točno to se zgodilo, ker se zdaj v bistvu bistveno bolje spoznavamo, ne? In spoznavajo, dobivajo stereo partnerje prave, dobivajo pravi trenerji, pravi karakterjem, ne? In tudi ta zaveza je vključena v tem smislu, da jim pomaga, ne? Da nikoga ne pusti, a se ne želi pustiti. Da se vidi, koliko je v naši moči. Edina stvar, ki mi ne moramo spremeniti ta šole in pa te birokratske ovire, ki pa so včasih tudi za nas malo težavno, no, ampak tudi pa je tega ne moramo preskočiti. Če imamo sami primer, zdaj na pa še imamo v seriju, oziroma tam v stroki, da gre ena v drugo službo, seveda ne moramo roka, naprimer tam pa koga drugega, takih birokratskih ovir, ampak to so širše družbene pa državne stvari, ki jih pri nas imamo, sicer pa jaz sam pozitivno to gledam. Mislim, da se pripravljamo na en tak resen prepost. Ker noben ni zamero zamenil, vsak na svojo, kakšen tak stila, da se je povedala, ne.
pravi pristop. Mislim, da je strokovnjak tega področja, bodo tudi pač čisto moje ocene po tem dolgem obdobju vodenja, no pa zdaj že bo spoznalo. To pa spremem, da sigurno prava stvar za stalnico, ne? In vse imamo slovenski malo izzivo, ker smo zelo statični, ne? Pa ne, da se spremem, da so v bistvu grozne, ne? In tudi, če ne gre, tam je isto, ne? To ni prav, ne? Spremem, da so potrebne, če so pravične, ne? In to je resen napredek. Ne pa kar tako, da bi se pa dogajalo vsako leto pa ne. Drugač pa mislim, da so kar tudi poslovni sveti, ne? Včasih je treba narediti in potem je pa za novo poslušno. Meni je bilo prišli polika in gledal, nekaj je v bistvu njegova ambicija bila za korak naprej in tega, ne tudi on, ampak mora všeč, ker je pač mi povedal, kako je razmišljal in mišlo, absolutno je zelo premišljen človek, ne pomimo je na poluk, ne.